Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, predsednik Državnega sveta, gospod Igor Zorčič, predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, predsednik osamosvojitvene Vlade Republike Slovenije, Lojze Peterle, predsednik Društva poslancev 90, gospod Marjan Podobnik, spoštovane članice in člani društva, cenjeni visoki gostje. Dovolite mi, da vas prav lepo pozdravim tudi v imenu Državnega sveta Republike Slovenije in v svojem lastnem. Danes je prvi dan koledarske zime, zimsko enakonočje. Že jutri bodo noči vse krajše, dnevi pa vse daljši. In čeprav je odzunaj sneg in se zima šele začenja, v tej dvorani zopet diši po slovenski pomladi. Mnogih, ki so bili tukaj med vami v trenutkih zgodovinskih odločitev, žal ni več. Ostali pa so spomini na nevarne čase in pogumna dejanja, dragocena dediščina za rodove, ki prihajajo. Ostali so tudi spomini na enotnost, medsebojno zaupanje in čvrsto voljo za iskanje skupne poti v boljšo prihodnost. Ostale so podobe ljudstva, ki se je zbralo pod eno zastavo in z eno veliko željo: živeti v svoji državi in prevzeti odgovornost za njeno prihodnost. Dovolite mi, da vam izrečem hvaležnost za veliko delo, ki ste ga opravili, in izkažem spoštovanje za modrost in preudarnost pri izbiri prave poti za dosego zastavljenega cilja. Pravijo, da se zgodovina ponavlja. Najbrž bo držalo. Dogodki so seveda enkratni in neponovljivi, ponavljajo pa se temeljna vprašanja, na katera je treba odgovoriti v vsakem zgodovinskem trenutku drugače, primerno razmeram in okoliščinam. In današnji čas je v veliki meri zaznamovan z epidemijo covida. Zdravstveno tveganje, strah pred zaustavitvijo gospodarskih aktivnosti, zaostrovanje mednarodnih odnosov, omejevanje gibanja in socialnih stikov, vse to so veliki izzivi tako za politiko, kot tudi za slehernega državljana Republike Slovenije. Nova realnost in moč vpliva masovnih družabnih medijev na javno mnenje nas je ujela nepripravljene. Nikoli doslej namreč znanost ni uspela tako hitro odgovoriti na grožnjo epidemije, pa vendar tudi nikoli doslej ni bila pod pritiskom tako velikega dvoma in odpora javnosti. Avtoritete so pod vprašajem, vsakovrstni novodobni preroki ponujajo dvomljive poti odrešenja. Tisti, ki danes sprejemajo odločitve pod to streho, so po nenehnim vplivom in pritiskom izbrati med ceneno všečnostjo in nepopularno učinkovitostjo. Žal se je tudi ozračje medsebojnega zaupanja in optimizma v teh 3 desetletjih samostojnosti okužilo z virusom medsebojne nestrpnosti in nezdrave tekmovalnosti, tako da je covid pravzaprav le pridružena bolezen kroničnemu stanju. Manjka nam poguma zaupati drug drugemu, glasno spregovoriti, ko je to v interesu naroda in v škodo nas samih, predvsem pa molčati, ko vsaka napačno izgovorjena beseda pomeni prilivanje olja na ogenj razprti. No, od jutri bodo dnevi daljši in vsak novi dan je pametnejši od prejšnjega večera. V času pred božičem in novim letom se drveči svet nekoliko ustavi, da lahko izstopimo, si odpočijemo v krogu domačih, naberemo novih moči za prihodnje napore. In res upam, da se bodo tudi razvnete politične strasti počasi umirile. Pred nami je namreč super volilno leto in zelo lepo bi bilo, da se v volilni tekmi pomirimo z željo pokazati, kako smo dobri, ne pa z željo pokazati, kako so drugi slabi. Morda bo pomlad ogrela naše hladne medsebojne odnose in svež pomladanski veter razgnal meglo, v kateri je težko iskati pot v boljšo prihodnost. Spoštovane članice in člani kluba poslancev, še enkrat iskrena hvala za vaš prispevek k nastanku naše samostojne države. Naj ne bo nikoli pozabljeno.
Vsem tukaj v dvorani in tistim, ki nas spremljajo nadaljavo, želim blagoslovljen Božič, veliko sreče in zdravja v prihajajočem novem letu 2022. Hvala.